Sem Borut Belc in sem sin Ivanke in Franca Belca, udeleženca UTŽ-ja. Jaz sem Monika Jagodič-Gobec, sem pa hči Martina Jagodič in Janka Jagodiča. Sem Katarina, hčerka Mire Čakš. Sem Marko, sin Bože in Dušana Samec. Sem Maša, sem fizioterapeutka in z vami se v okviru UTŽ-ja družimo na vadbi za vitalno telo. Moja babi se udeležuje vadbe že kar nekaj časa. Sem Mateja. Moja mama Anka Novak je članica in mentorica pri UTŽ-u v Šmarju. Sem Matija, moj oče je Janko, obiskuje UTŽ že kar nekaj časa. Moje ime je Greta Kokot Rajkovič, moja mama Marica Kokot pa poje pri Zvenečih jelšah. In moram reči, da so zveneče jelše nekaj najlepšega, kar se je lahko zgodilo v teh zrelih letih. Tretje življenjsko obdobje ali celo četrto življenjsko obdobje je pravzaprav eno čisto drugačno obdobje. In če imamo srečo, da ga naši starši oziroma stari starši dočakajo dokaj vitalni, je krasno, če lahko to vitalnost ohranjajo naprej. Recimo pač hodi na pevske s sosedo in zadnje leta še s sestro Jožico, tako da se mi zdi to res neprecenljivo. Moja starša mama hodi v filmski abonma, skupaj z očetom pa hodita tudi na psihološke večere in torkova srečanja. Ja, glede na to, da hodita, po moje ima to neki pomeni, se pravi, da rada prijeta, predvsem verjetno zaradi družbe. Če je tema dobra, prijeta zaradi teme, če pa ni, pa tako ne prijeta. Moja starša zelo rada obiskujeta jutranji filmski abonma, različna predavanja in pa hodita na ekskurzije in izlete. Njima dvema je sicer družina res vedno na prvem mestu. In sta čuvala 2 leti, sta imela v varstvu mojo hčerko. Ampak, kadar je pa prvi četrtek v mesecu, pa sta vedno vnaprej si rezervirala ta dan, da sta bila prosta, da sta lahko šla zjutraj na filmski abonma. Zelo veliko ima to pomeni, da v bistvu vidita filme, ki jih sicer ne bi mogoče niti gledala. V tem abonmaju je pa res en tak nabor filmov, ki so z globimi vsebinami, ki so zelo pomenljivi in globoki. Zelo veliko ima pa tudi pomeni, da se po filmu usedejo, podružijo, spijejo kavico s vsemi člani, tudi z našim Borutom, se pogovorijo malo o filmu, še več pa o vseh drugih stvarih. Že tedne ali mesece naprej moja starša napovesta, kdaj sta zasedena, da gresta na kak izlet, pohod ali pa ekskurzijo, ker to pa res obožujeta. Te dogodivščine organizira Mira, res predano, natančno, skrbno naštudira, kaj vse bodo doživeli, kaj bodo videli, kaj se bodo novega naučili. In to so res zelo zanimive dogodivščine, ki so vedno zelo tudi zasedene, tako da se vedno imata skrb, da se hitro prijavita in pa napoveta. Takrat pa naju ni in poskrbite, kako veste in znate. Moja mama tudi po upokojitvi opravlja en delček dela, ki ga je začela že kot zaposlena v knjižnici in kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. In sicer vodi 2 krožka v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. Moram reči, da organizacija in vodenje obeh krožkov meni prinašata res veliko veselja. Kljub temu, da gre pogosto za organizacijske, vremenske in drugačne izzive, to nikoli ne predstavlja neke frustracije pa slabe volje. Vedno se tega loteva z eno tako energijo in veseljem. Res je zelo vesela, ko se imajo udeleženci teh pohodov in domoznanskih ekskurzij na teh dogodkih prijetno, ko ne gre samo za to, da se razgibajo, da kaj novega zdajo, ampak tudi za to, da se podružijo, da se imajo fino. Moram reči, da ati je bil po tistem, ko je šel v penzijo, čeprav je prej imel preštete dneve, mesece, ure, minute, kdaj bo šel v penzijo.
in ko je prišel v penzijo, je bil zelo zgubljen. 3 mesece mislim, da ni šel iz pidžame oziroma sploh iz hiše, ker razen na koretno meni pomaga hraniti živali, pa le kmetijo dela. Moj pol je v Šmarju vstopil v društvo upokojencev, pa mislim, da tale Lutežo, ko imate v knjižnici. Naenkrat se mu je odprlo neko novo obzorje. Na začetku se mi zdi, da je zelo rad hodil, predvsem zato, ker je srečal bodi si svoje sošolce, znance iz srednje šole, osnovne šole, pač ljudi iz svoje generacije, s katerimi se je družil, imel enake interese. Pozitivne učinke smo pa doma tudi začeli mi kmalu opažati, predvsem vem, da ste imeli enkrat delo z mobiteli, s temi napravami, ker ponovadi je bilo tako, da če ste jaz očeta klical s telefonom, je pol čez en teden mi vrnil klic, mi rekel, ja, ko bi rad, se je dnevno razložil, da se ga že mesec nazaj klical, ampak zdaj, ko je šel v ta tečaj, je pol on to hitro pogruntal, da kak se s temi napravami dela. Skozi zaposlen, vsako leto komi čaka, da se ta Lutežo začne, sicer res imajo slabe volje spomladi, ko še kar traja, pa se delo kmetiji začne. Kolikor vem, je Martina od vsega začetka že zraven, ustanovna članica, seveda ona je že prej bila v knjižnici ogromno, že ko je delala tule kot soseda v Šmarju, potem pa je v bistvu sam nadaljevala. Tako da v resnici se mi zdi, ko eni pravijo, da imajo tako neko blazno krizo, recimo, ko grejo v penzijo, da pri njej ni bilo nobene krize, ker seveda je imela pol takoj eno pomembno vlogo, bila je študentka, in taka, kolikor sem jo spremljala, taka zelo aktivna. Mislim, da je pač moja babi se začela UTŽO-ja oziroma vključevala v UTŽO ravno takrat, ko je v bistvu ostala sama. Mislim, da je to zelo dobro delo, ker si je v bistvu tudi dneve zapolnila z raznimi pač dejavnostmi in mislim, da zdaj že to kar nekaj časa oziroma že od samega začetka se vseh krožkov udeležuje. Nikoli si sicer nisem mislila, da bo ona moja učenka in jaz njena učiteljica, ampak je prav luštno. Vedno je bila aktivna, tako tudi po upokojitvi. Nekako svoj poklic učiteljice združuje z svojo ljubeznijo do gledališča. Svoj poklic učiteljice je opravljala predano. In mislim, da tudi to delo v gledališkem krožku upravlja na ta način. V sebi ima to, da mora nekoga nekaj naučiti, želi nekoga nekaj naučiti in želi, da je to uspešno. Enako pri gledališču, enako pri kuhanju, enako pri peki, in zato se trudi, da bi potem požela uspeh. Ne samo ona, ampak celotna skupina. Seveda pa biti član nekega pevskega zbora ali pevskega društva ni samo to, da hodiš na vaje in imaš od časa do časa nastop. Bolj pomembni so pravzaprav odmori, isto kot je bilo včasih v šoli. Najbolj se veselijo pa seveda kakšnih praznovanj, takrat je pa sploh luštno. In vidim, da zdaj organizirajo dejansko tudi presenečenja drug za drugega, ne samo za okrogle obletnice, ampak za vsako, kar je tudi prav. In to je pa še tisto dodatno, ko se imajo fajn in ko je dan res izpolnjen. Šmarska univerza za tretje življenjsko obdobje je raziskovanje. Podi za raziskovanje in če lahko kje raziskuješ, je potem to tu. Super primer sta Slavka in Marta, ki raziskujeta v lokostrelskem krožku že od samega začetka. Na tem področju, se pravi v lokostrelstvu, dosegata vrhunske rezultate. Se pravi, prišla sta iz Šentloka, zaključila sta v državni in pa mednarodni ligi. In zelo sem ponosen na njiju dva, ki sta vzor vsem ostalim. Tako da Marta, Slavko, Zak. Še ena anekdota je taka. Mislim, da imate tečaj angleščine. Ali je tako, zdaj ne reči, naš ata hodi ali hodi. Če se da bi ga jaz pisal. Mi imamo zdaj nove sosede na Koretem, to sta dva starejša, gospod pa gospa iz Amen, ki sta se preselila na Koretno. In imate tak en hektarski travnik, in pa se enkrat mi doma pogovarjamo,
pa reče, kaj je bilo fajn, da mi lahko tukaj krave ali pa kobile paslo, ne. Pač sem že enkrat zmenil, ne, pa prijeme se enkrat dvoje šihta, pa reče, ata, ti gremo postavljati ograjo, sem se zmenil, jaz sem rečal, ko je pasalo to, ne. Veste, pa kak pri Bogi si se ti zdaj zmenil, ne, da jih ni kobile, to pa teč, prošel sem ga, pa je rekel, ja, ne, zdaj pa kak se ti, ne, se zdaj za Američana zmenil, če ješ pojma anglešči, ne. Je rekel, ja, prošel sem ga, pa si ga, pa kak si ga prošel, ne. Pa je rekel, ja, horses, how, si je tu krok, pa je rekel, ja. Ne, tata, če se da, ne, jaz se pisa v značaju angleščine. Drugače pa super, res to. Moram reči, da naš ata je res zadovoljen, uživa v tem, vidim, da je srečen pa da je to neka dana vrednost za starejšo generacijo. Zagotovo so takšne aktivnosti in dejavnosti, v katere se lahko vključujejo skozi Univerzo za tretje življenjsko obdobje, eno krasno pomagalo, krasen način, da se to tudi uresničuje. Da se uresničuje še naprej socialno življenje, da grejo od doma, kar je v teh letih zelo pomembno, pa tudi ne smemo pozabiti, da smo bolj na podeželju, ne? In na podeželju ni ravno samo po sebi umevno, da imaš knjižnico v sosednji ulici, v naslednji gledališče in podobno, ampak je treba pravzaprav do vsake takšne ustanove kar se odpraviti pa iti, se usesti v avto in tudi to je super, ne, zdaj. Veseli me, da se v bistvu vedno več starejših udeležuje naših vadb, ker se mi zdi, da je zelo dobro, da tudi v tretjem življenjskem obdobju poskrbijo za svojo vitalnost, da se podružijo in tudi malo sprostijo. Jaz delam sicer v Ljubljani in ko omenjam, ne vem, se pogovarjamo s sodelavci o tem, kakšne vse aktivnosti so tu v Šmarju pri Jelšah na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, se v resnici ne morejo načuditi. No. In jaz vam lahko rečem vsem ustanoviteljem, organizatorjem kapo dol, da to tako vztrajno furate vsa ta leta, da res množite število članov. Jaz, ko spremljam te vaše fotografije, mislim, ogromno vas je in to je res lepo videti. No. Res delate zelo lepo na kakovosti življenja naših starejših, no, in jaz sem vam tak pač kot hči zelo hvaležna. Težko ocenjujem smisel UTŽO-ja, ampak jaz upam, da je to nekaj dobrega. Zakaj težko? Zato, ker sem tu v službi in v bistvu mi je to mus. Ampak ko pa gledam te obraze, ki se tu srečujejo, ljudi, ki se tu srečujejo, ko se rokujejo, objemajo, karkoli že pač počnejo, en z drugim, seveda same dobre stvari, se mi pa zdi dobro. Tako da, ja, UTŽO, še kar naprej. Tako da, krasno, kar počnete v Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Želim vam ne naslednjih 15, ampak naslednjih 100 let delovanja. Mama draga, tebi pa tudi do 100, če je treba. Mami Martina, oče Janko, jaz upam, da bosta še dolga leta hodila na tele krožke, na svet pred domačim pragom. Mami, upam, da še odigraš kakšno fajn igro. Končno je spet prišla do te svoje nekako mladostniške ljubezni igre, kar se mi zdi tudi zelo fino. Pa predvidevam, da marsikdo, no, da se je nekje našel, ko mogoče nima več časa ali pa ni utegnil se s čim ukvarjati in evo, zdaj ima čas in vi to nudite in še občinstvo imate, ne? Mi z veseljem pridemo te zadeve poslušati, pogledati, ker so vedno tako zelo prisrčne in fajn in vedno tako zelo fajn zorganizirate vse skupaj. Tako da bravo in tako naprej in naj se množijo vsi ti člani, pa jagodiča res, da boste čim dlje zraven. No. Želim mi še veliko energije, da bi bila še naprej aktivna članica in tudi mentorica in navduševala tudi druge člane. Želim jim veliko lepih predstav in polne dvorane. Glede na to, da me zdaj gledate, ne, jaz upam, da boste čim dlje hodila na ta srečanja in da boste doživela pač tisto, kar si želite in da v bistvu se boste čim dlje srečevala z svojimi prijatelji, sošolci in da to počnete še dolga leta.
Najprej mojim vadečim želim, da se še bomo dolga leta družili na naših vadbah, se skupaj zabavali in pa sproščali. Vsem ostalim, ki obiskujejo ostale krožke, želim isto, v bistvu, da se še čim več družijo z svojimi vrstniki oziroma tudi kakšna nova prijateljstva se ustvarijo. V knjižnici pa želim, da tudi še mnoga leta ustvarja vse krožke in da se v bistvu tudi še ta univerza širi. V prihodnosti želim, da bi še naprej s tako energijo organizirala te krožke, da bi uspela najti vedno nove destinacije in nove ljudi, s katerimi se lahko na teh ekskurzijah pogovarjajo, da bi se na ekskurzije čim večkrat odpravili trajnostno z vlakom in pa seveda, da bi uživala tudi v druženju z vsemi udeleženci. V knjižnici in kulturnem domu Šmarje pri Jelšah pa ob 15. obletnici Univerze za tretje življenjsko obdobje želim, da bi še naprej tako kvalitetno opravljali svoje poslanstvo, preko katerega prinašajo kvalitetne vsebine različnim generacijam, da bi uspeli te generacije med sabo še bolj povezati in ob tem tudi zaposleni knjižnice uživali. Ja, želim, da s tem delom nadaljujete, ker vidim, da to res super vpliva na starejšo generacijo. To druženje, to, da so brez skrbi, da v bistvu delajo neke stvari, ki jih oni hočejo delati. Pa ni to podmus, ne. Najslabše se mi zdi, da ne vem, danes ne moš čuvati otroka, pojdi danes to, pojdi on to. On se je komi šita rešil, ne. Zdaj bi rad malo uživati in morajo uživati. In v bistvu mislim, da tukaj na UTŽ knjižnica vse te zadeve, ki jih imate starejši, in res ljudje uživajo, ne še uživajo naprej. Hvala vam, ker se trudite na tak način. Pri nam doma je 100% pozitiven učinek, tako da malo angleščine pa je to. Drage članice, dragi člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, želim vam, da bi še čim dlje pri nas uživali, da bi vsi našli nekaj zase, da bi se tudi vedno bolj vključevali v izvajanje naših aktivnosti. Dragi mentori, vam se iz srca zahvaljujem, da ste z nami, nekateri že leta in leta, da tukaj preživljate svoj prosti čas, da se razdajate in da opravljate to prostovoljno delo. Dragi sodelavci, vam želim, da še naprej opravljate s srcem to plemenito delo, tako v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, kot v okviru naših vseh dejavnosti, ki jih prepletamo in kombiniramo. In predvsem Jana, ti pa ostani močna še naprej, da bo ta UTŽ živel še dolgo in dolgo.